Dober večer in lepo pozdravljeni vsi skupaj na januarski večerni akademiji v organizaciji Jezuitskega kolegija v Ljubljani. Nocojšnja večerna akademija nosi naslov Aktualna vprašanja varstva in pravic narodnih manjšin v svetu in pri nas. Moje ime je Peter Černe in bom dogodek nocoj povezoval. V Jezuitskem kolegiju pa delujem kot asistent ravnatelja Jezuitskega kolegija in pa kot vsebinski sodelavec. Torej vsem prisotnim izrekam iskreno dobrodošlico na nocojšnjem dogodku. V vodstvu smo zelo veseli in hvaležni, da ste izkazali interes za enega izmed dogodkov v naši organizaciji in si vzeli čas, da se nocoj nam tukaj tudi pridružite. Danes je z nami kot gostujoči predavatelj profesor dr. Ernest Petrič. Gospod Petrič, v imenu Jezuitskega kolegija vas lepo pozdravljam danes med nami. Zahvaljujem se vam tudi za to, da ste sprejeli naše vabilo na ta dogodek in počaščeni smo, da ste nocoj za nas pripravili to predavanje. Še preden pa povemo še kaj več o našem nocojšnjem gostu, bi rad povabil k besedi še ravnatelja Jezuitskega kolegija, patra Damjana Rističa, da nas nagovori. Izvoli, Damjan. Dober večer vsem skupaj, še z moje strani, pater Damjan Ristič. Vesel sem, da ste se nam pridružili na tej večerni akademiji, ki je, to je že 4. leto, odkar te akademije potekajo. Nekateri smo že stari znanci in smo se veliko že skupaj pogovarjali, naučili. Nekateri ste pa tukaj prvič z nami in vas vse prav lepo pozdravljam. Še prav posebej pa seveda pozdravljam našega gosta, gospoda Petriča, in kar prepuščam vam besedo. Hvala za to, da ste pristali na to, da boste naš govornik. Damjan, hvala za tvoj nagovor. Mi pa se sedaj obračamo k našemu gostu, ki ga bom sedaj nekoliko bolj podrobno predstavil. Torej, nocoj je z nami kot gostujoči predavatelj profesor dr. Ernest Petrič. Gospod Petrič je zaslužni profesor na Novi univerzi, je član Beneške komisije in član komisije Organizacije združenih narodov za mednarodno pravo. Je tudi avtor več knjig z področja mednarodnega prava in zunanje politike. Tukaj lahko posebej omenimo knjigo Pravica narodov do samoodločbe in pa knjigo z naslovom Mednarodno pravno varstvo narodnih manjšin. Profesor dr. Petrič je bil tudi predsednik Ustavnega sodišča, bil je tudi veleposlanik v Združenih državah Amerike in v Avstriji in pa veleposlanik pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku. Glede na takšno strokovno ozadje in na vse te premnoge strokovne izkušnje gospoda Petriča smo lahko prepričani, da nas nocoj zagotovo čaka zelo zanimiv, strokoven in pa poglobljen uvid v naslovno tematiko, torej v aktualna vprašanja glede varstva in glede pravic narodnih manjšin. Še preden pa predam besedo našemu predavatelju, veljata še 2 opozorili. Prvo je, da se to predavanje nocoj snema za naknadno objavo na našem YouTube kanalu, torej YouTube kanalu Jezuitskega kolegija. Drugo opozorilo pa se tiče vprašanj. Namreč po koncu predavanja bo gospod Petrič tudi vam na voljo za vaše vprašanja. Vprašanje lahko posredujete pisno preko funkcije chat, ki se nahaja spodaj v Zoomu v horizontalni urodni vrstici. Chat je nastavljen tako, da vsa sporočila, ki jih vam pišete, prejmem samo jaz, oziroma vidim samo jaz, kar pomeni, da je celoten postopek zastavljanja vprašanj za vas popolnoma anonimen. Vprašanja pa lahko zastavljate kadarkoli v času predavanja, namreč ko dobite idejo, ko se vam utrne ideja za vprašanje, lahko mirno zapišete. Vprašanje bom jaz prejel in ga potem po koncu predavanja zastavil gospodu Petriču. Rad bi pa še opozoril na to, da se vnaprej opravičujem, če bom vprašanje kogarkoli izpustil, namreč pri izbiranju vprašanj bom pozoren na to, da se ta vsebinsko ne bodo ponavljala. Zaenkrat je pa to z moje strani vse. Sedaj torej predajam besedo našemu nocojšnjemu gostujočemu predavatelju, profesorju dr. Ernestu Petriču. Izvolite, gospod Petrič. Hvala lepa. Vam, gospod Černe, hvala lepa gospodu patru Rističu, ostalim, tudi tistim, ki ste si vzeli čas za tole naše nocojšnjo srečanje, ki se ga po svoje veselim, kajti, veste, vsi se radi vračamo v svojo mladost in jaz sem prvo
stvar, ki sem jo v življenju napisal, sem jo napisal leta 1962 v naših razgledih in to je bil en tekst o položaju Slovencev na Koroškem. Davno, davno je to bilo. Prvo knjigo, ki sem jo napisal, je bila o mednarodnem pravnem varstvu manjšin, tam v 70. letih prejšnjega stoletja. Tako da na nek način sem s to problematiko povezan. Povezan tudi zato, ker sem svojo kariero začel na Inštitutu za narodnostna vprašanja kot mlad raziskovalec, tam v začetek 60. let. Pa tudi kasneje sem bil vpleten v to problematiko in imel sem še neko zanimivo doživljanje te problematike izven Evrope, namreč delal sem kot ekspert pri vladi Republike Kolumbije v Latinski Ameriki na problemu integracije domorodnih indijanskih plemen v nacionalno družbo. Ampak ta problematika manjšin me je vedno privlačila, ker je strokovno zanimiva, strokovno aktualna, zanimiva teoretična vprašanja se odpirajo, je pa tudi na nek način humana. Na nek način je to nekaj, kar pravzaprav človeka tudi z tega vidika pritegne, ker gre na vsezadnje v pogostih primerih za velika tudi humanitarna vprašanja. No, dovolite mi, da na začetku, saj veste, historia magistra vitae, da na začetku rečem par besed tudi o nastanku te problematike in tudi, bi rekel, izhodiščih tistih pogledov, ki so danes prevladujoči glede te aktualne manjšinske problematike, manjšinskih pravic, manjšinskega varstva, ki je marsikdaj tudi kontradiktorna. Ampak vsekakor je to aktualna problematika, še vedno. Številne narodne manjšine, manjšinske skupnosti, pa ne samo narodne, tudi verske, na primer kristjani na Bližnjem vzhodu ali pa še kje druge, so izpostavljeni kot manjšina, so postavljeni v težke, izzivajoče položaje. Imamo na drugi strani to novo manjšinsko problematiko, migrantske skupine, ki se pravzaprav niso narodne manjšine, pa verske manjšine, predvsem imamo v mislih narodne manjšine, v klasičnem pomenu te besede. To so skupine ljudi, ki prihajajo v želji za boljšim življenjem in je potem seveda velik problem, kako se bodo integrirali, ali bodo mogoče celo postali tisto, čemur rečemo avtohtone manjšinske skupnosti, z neko ambicijo ohraniti svojo identiteto, ali se bodo integrirali v smislu tistega znanega topilnega lonca, ki je deloval nekoč zlasti v Ameriki učinkovito. In še tretje, tisto, kar je mene najbolj, kako bi rekel, človeško se dotaknilo, problem tistih skupin, domorodnih skupin, od Eskimov, pa če hočete, do raznih domorodnih, tako imenovanih skupin v Afriki, Latinske Ameriki in tako naprej, ki pravzaprav so v soočanju s civilizacijo postavljene pred veliko dilemo. Vstop v civilizacijo za te skupnosti skoraj da praviloma pomeni izgubo njihove identitete. To se pravi, problematika varstva manjšin je aktualna. Aktualna je pa tudi v teoretičnem pogledu. Še vedno ni jasne besede, kaj razumemo pod pojmom narodne manjšine. Včasih se to označuje isti pojav za etnične manjšine, včasih za jezikovne manjšine, včasih je za temi različnimi oznakami tudi določena politična konotacija. In danes predvsem nastaja to veliko vprašanje razlikovanja, ki je nekoč bilo pravzaprav temelj pri razmislekih o uresničevanju manjšinskih pravic med tako imenovanimi avtohtonimi manjšinami, tistimi, ki na nekem območju, na nekem teritoriju od nekdaj prebivajo,
in jim na tem teritoriju gre potem neke posebne pravice, neka tako imenovana, včasih rečemo, pozitivna diskriminacija, pač zato, da so dejansko enakopravni, pa temi modernimi manjšinami, ki nastajajo zaradi migracijskih gibanj in so marsikje velik problem in postajajo in tudi so neko aktualno vprašanje v naši Republiki Sloveniji, tudi pri nas doma. Pa kakorkoli že. Danes imamo 3 temeljne skupine tistih ljudi, ki bi jih lahko označevali kot manjšine. To so te stare, tradicionalne, evropske, avtohtone narodne manjšine, Slovenci na Koroškem, na primer, Madžari v Prekmurju in tako naprej. Imamo potem te razne migrantske skupine, ki postavljajo tudi določene svoje zahteve, nekje več, nekje manj, ki so nastale kot posledica migracijskih gibanj. Imamo potem, kot rečeno, izven Evrope, razen prav gor na severu, ko imamo nekaj teh v Laplandu, na severu Finske, na severu Švedske, nekaj takih skupin, za katere bi lahko rekli, da so to tako imenovane domorodne, indigenous peoples, domorodna ljudstva, ki jim tudi gre nek poseben položaj. No, manjšinska problematika ni samo aktualna, ampak je tudi stara. Najprvo se je seveda pojavljala, in v mislih imamo evropski prostor, kot problematika verskih manjšin. Vestfalski kongres oziroma Vestfalski mir je pravzaprav postavil nekatere principe. Eden od teh principov je bil seveda suverena enakost držav, ravnotežje sil in tako naprej. Zaključil je 30-letno versko vojno, vzpostavil se sistem ravnotežja moči v Evropi, ampak hkrati je bil sprejet še nek drug princip, načelo cuius regio eius religio, ki je na nek način postavil v ospredje položaj, bi rekel, verskih skupnosti, ki na nekem območju, tudi pri nas v deželi Kranjski, deželi Koroški, niso bile tiste vere, katere je bil vladar, dedni vladar tiste dežele. In takrat so nastajala zelo zanimiva vprašanja, ampak tu nekako vidimo pravzaprav neke začetke razmislekov o verskih manjšinah, njihovem razumevanju in njihovem varstvu. No, ampak to je daleč v preteklosti. Kot vprašanje narodnih manjšin se pa zadeva pojavi predvsem na Berlinskem kongresu leta 1878. Delno je to tudi vprašanje verskih manjšin, muslimanov, v novo osamosvojenih državah, kneževini Srbiji, kneževini Bolgariji, kneževini Črni gori, Moldovi, v teh novih državah, kjer je takrat v tistem času povsod bil še kako prisoten muslimanski živelj, islam. Ni bilo tako rekoč malo večjega kraja brez džamije takrat. Takrat seveda ni bilo ne CNN, ni bilo nekakšnih nadzorov mednarodnih in tako naprej. In v tistem obdobju nacionalizma in tako naprej so te manjšine seveda na tak ali drugačen način izginile. Ampak v dokumentih, v sklepih Berlinskega kongresa so se nove države zavezale, da bodo spoštovale pravice verskih narodnih manjšin. V tistem času se je imelo predvsem v mislih Turke v balkanskih državah. To se ni spoštovalo, kot rečeno, te skupnosti so tako rekoč izginile. Ampak položaj je bil pa bistveno drugačen po prvi svetovni vojni. Prva svetovna vojna je za svojim zaključkom povzročila številne teritorialne spremembe. Meje nemškega rajha so se močno spremenile. V okviru novo nastale ali obnovljene države Poljske je bilo zlasti na
njenih zahodnih območjih kakšnih 3 milijone, tudi več, pripadnikov nemške manjšine. V Sudetih je bilo v okviru Češko-slovaške države, Češke, kakšne 2,5 milijona, tudi v naši kraljevini SHA in SHS in kasnejši Jugoslaviji, kakšnih 0,5 milijona nemško govoreče manjšine, tudi na Slovenskem, kakšnih 40 tisoč, v mestih, kot je Maribor, Celje, pa tudi na podeželju, kot je Apaška dolina in predvsem seveda Kočevska, pa na Madžarskem, kak je 0,5 milijona in tako naprej, v Romuniji blizu milijon nemško govorečih, na Sedmograškem. To je pa bila manjšina, ki seveda je bila še kako narodno osveščena. To so bili Nemci leta 1918 in kasneje, in ko je ta manjšina, ko so te nemške skupnosti v teh različnih deželah se znašle izven meja nemške države, na nek način tudi izgubile svoj, bom rekel, kar dominanten položaj, ki so ga Nemci v teh deželah predtem imeli, se je to vprašanje pojavilo kot zelo resen in pomemben mednarodni problem. Ni šlo tu samo za Nemce, šlo je tudi za madžarsko manjšino. Saj veste, da je z mejami, kot jih je Madžarskemu kraljestvu določila Trianonska pogodba, kakšne 2/3 predtem madžarskega ozemlja prišlo pod nove države, Češko-slovaško, Romunijo, zlasti Jugoslavijo, zlasti te 3 države. Takrat je ta problem bil do te mere aktualen, da se je v okviru sistema Društva narodov zasnoval nek poseben sistem varstva manjšin. Novo nastale države, kot je bila Češko-slovaška, kot je bila kraljevina SHS, Poljska, in naprej, so se z posebnimi pogodbami z Društvom narodov obvezale, da bodo spoštovale neke klasične manjšinske pravice, pravico do uporabe jezika, pravico do tudi šolstva v jeziku manjšine, kulturnega življenja in tako naprej. Hkrati pa so se tudi v prvi svetovni vojni poražene države, kot je bila Madžarska, kot je bila Avstrija, kot je bila Bolgarija, kot je bila Nemčija, zavezale v mirovnih pogodbah ravno tako, da bodo spoštovale določene posebne manjšinske pravice. Kaj te posebne manjšinske pravice so in tako naprej, k tem se vrnem kasneje. Takrat je nastala tudi neka nevladna, pomembna mednarodna organizacija, Svetovni manjšinski kongres. Zanimivo je, da ga je kar lepo število let vodil Slovenec, primorski Slovenec, dr. Vilfan, kot predsednik tega Svetovnega manjšinskega kongresa. No, te obveznosti, ki so bile določene nekaterim državam, glede njihovega ravnanja z manjšinami, se niso kaj spoštovale. Narobe. Države, ki so bile s temi obveznostmi zavezane, so se smatrali, da so diskriminirane, da so postavljene v nekakšen neenakopraven položaj, in res so bile. Kraljevina SHS je bila recimo zavezana z posebno pogodbo nasproti Društvu narodov glede obravnave manjšin na svojem ozemlju. Italija, na primer, pa nič obvezana z ničemer, kljub temu, da je v njenih mejah živelo kakšnih 600-700 tisoč Slovencev in Hrvatov. Države so se tem obveznostim izogibale, ta sistem ni dobro deloval, dobro ni delovala niti Liga narodov, niti Društvo narodov, ona je že tam začetek 30-ih let izgubilo svojo moč in avtoriteto. Številne države, predvsem pa Združene države Amerike, ki so bile pobudnica, predsednik Wilson, te mednarodne organizacije, vanjo sploh niso vstopile, tako da je pravzaprav ta sistem na nek način žalostno propadel. Še en razlog je bil za to, da je ta sistem žalostno propadel. Nemške manjšine, prej sem omenil njihovo številčnost in kje so bile,
One so se nekako čutile pravzaprav nezadovoljne s tem, da so se znašle izven meja nemške države, in potem, ko se je pojavil v Nemčiji nacizem, ki je obetal v Evropi vzpostaviti novi red. In del tega novega reda naj bi bila pravzaprav nemška dominacija, so se vodstva številnih teh nemških manjšin prej ali slej znašle na liniji Hitlerjeve politike ustvarjanja tistega novega reda, te neue Ordnung v Evropi, postale ponekod tudi dejansko peta kolona, predvsem vodstva teh manjšin, preprosti ljudje, tudi naši kočevarji, tudi nemško govoreči na Apaškem polju in drugi, pa so nazadnje bili seveda žrtev tega delirija, ki ga je pomenila druga svetovna vojna, in se je njihova usoda na nek način zapečatila z sklepi Potsdamske konference. 13. člen Potsdamskega protokola določa, da se bo manjšinsko vprašanje v Evropi, nemško manjšinsko vprašanje v Evropi, rešilo ne s kakšnimi manjšinskimi pravicami ali podobno, ampak s preselitvijo, z izgonom pripadnikov nemških manjšin iz držav, v katerih so te predtem živele. Torej, izgon Nemcev, dobre 3 milijone, iz Poljske, iz Sudetov, Češko-Slovaške, Madžarske. Te tri so bile v Potsdamskem protokolu izrecno omenjene, ampak tolmačil se je potem ta 13. člen Potsdamskega protokola tako, kot da se nanaša na vso nemško manjšino izven meja nemške Avstrije in Nemčije, kakršna je ostala po drugi svetovni vojni, se pravi Zvezne republike Nemčije in Nemške demokratične republike. Še ena posledica te tragedije je bila ta neuspeh in ta, recimo, vloga, kakršno so odigrale nemške manjšine v toku druge svetovne vojne in pred njo. To je bil eden od razlogov, še dva druga sta bila, ki jih bom omenil, da pravzaprav sistem Združenih narodov na samem začetku tako rekoč ignorira manjšinsko problematiko. Bistvo sistema Združenih narodov je obrnjeno k varstvu splošnih človekovih pravic, k varstvu pred diskriminacijo, ne v ustanovni listini in še predtem ne v Atlantski listini, ne v deklaraciji Združenih narodov 1. januarja 1942, ne v drugih dokumentih, ne v ustanovni listini, ne v splošni deklaraciji o človekovih pravicah in še kje, ni besede o manjšinah. Ne narodnih, ne verskih, ne kakih drugih. Tega preprosto ni. 3 razlogi so bili za to. Prvi razlog je bil to, kar sem že omenil, razočaranje, fiasko sistema Društva narodov, ki je imel namen pravzaprav postaviti dejansko nek mednarodni režim pod nadzorom Društva narodov, tako rekoč v prid manjšinam, pa je žalostno propadel. Vloge, predvsem nemške manjšine, ki so jo v tistih prvih povojnih letih seveda tudi obravnavalo zelo čustveno, z veliko sovraštva. Vse, kar je bilo nemškega, je bilo osovraženo. Težak je bil položaj teh ljudi. Mnogi so sami bežali, na temelju Potsdamskega sporazuma so bili pregnani, deportirani v nemogočih, težkih okoliščinah, ki so terjale življenja. Tudi mi imamo tako lastno izkušnjo, to tragično izkušnjo. Nemštvo na Slovenskem se ne bom spuščal. Drugi razlog za to je pa bil, da je sistem Združenih narodov za razliko od Društva narodov, ki je bil v glavnem evropski sistem za glavno vlogo evropskih držav, je bil pravzaprav, kar se tiče ta drugi svet, izven evropski svet, kar se tiče manjšinske problematike, močno drugačen od Evrope. V Evropi smo poznali narodne manjšine, ja, Koroška, Slovenci na Koroškem, plebiscit in tako naprej, vse to, del našega naroda, izven meja njihove matične države in tako naprej, Slovenci na Primorskem in vse druge te situacije, Južni Tirolci in tako naprej, da ne naštevam.
V izvenevropskem svetu je bil pa položaj kardinalno drugačen. Na ameriškem kontinentu so bile, tako rekoč, vse države rezultat migracij, doseljevanja najrazličnejših elementov, ki so se v tistem, kar so takrat govorili in še danes se včasih omenja, melting pot, topilni lonec, kar se je vstapljalo v velike nove nacije, ne. Tudi Slovenci, ko so šli v Ameriko, niso šli tja zato, da bi ostali Slovenci, so šli zato tja, da bi postali Amerikanci. V času svojega službovanja, blizu 10 let sem preživel v Ameriki, sem imel priliko usodo naših izseljencev v Ameriki poznati. Tudi danes včasih kje preberem, da je 500.000 Slovencev v Ameriki ali pa 200.000, famozne številke. Te številke so malce hipotetične, kajti te ljudje so Amerikanci. Velika večina, mogoče 99%, jih ne zna slovensko, čutijo se Američani v polnem pomenu te besede, seveda negujejo pa neke svoje stike z domovino njihovih staršev, njihovih starih staršev, negujejo razne spomine, ob praznovanju Božiča se je potica in tako naprej, včasih se zapleše polka, ampak to so Amerikanci, oni so Američani, malce pretenciozno je, kadar jih mi iz Ljubljane razglasimo za Slovence, brez da bi jih kdo kaj vprašal potem. Ampak to samo mimogrede. Ta melting pot, skratka, od Kanade do Argentine, pa še v Avstraliji, pa še kje druge, te države seveda niso imele prav nobenega posluha in še manj prav nobene želje po kakšnem posebnem manjšinskem varstvu, po zagotavljanju kakšnih posebnih manjšinskih pravic, še zlasti ne, če bi se te manjšinske pravice razumele kot njihova obveza, da so oni dolžni potem nekje v Clevelandu zagotavljati otrokom slovenskih izseljencev, pouk v slovenščini, uvaja dvojezične napise, etc. Zato ni bilo v teh državah in predvsem v ZDA prav nobenega posluha. In na drugi strani afriški kontinent, ki je v tem obdobju začel postajati neodvisen, pa tudi Indija, ki je postala neodvisna 48. leta že in tako naprej. To so izrazito pestre države, vsaka od njih z vrsto jezikov. V Kolumbiji, kjer sem delal po teh vprašanjih, je bilo kakih 75 jezikov, ne dialektov, 75 jezikov, z lastno sintakso, z lastnimi slovnicami in tako naprej. Ukvarjal sem se s temi rečmi nekako podobno, kot se je škof Baraga ukvarjal z do takrat popolnoma neznanimi jeziki. On na severu med Indijanci, jaz pa na tistem območju, leta 72, pol leta, nekako med reko Amazonas in mejami Venezuele, v tistem delu, in imel priliko videti, pravzaprav, kako je pravzaprav za te države, Kolumbija med njimi, tudi kakršnakoli ideja, da zdaj obstoji tu neka obveznost, da bodo ta indijanska plemena, nekatera so štela komaj par tisoč duš, največja so štela kakšnih 80-90 tisoč duš. Kako se bo tam moralo njim zagotavljati neke pravice, nobenega posluha ni bilo. To se pravi, obdobje Združenih narodov štarta z eno popolno, bi rekel, apatičnostjo, nerazumevanjem, nezainteresiranostjo za manjšinsko problematiko. Vse se skuša rešiti po drugi poti preko zagotavljanja splošnih človekovih pravic, ne manjšinskih pravic, in preko preprečevanja diskriminacije. Seveda, nekaj na tem mestu rečem, da zato, da se pripadnikom narodne manjšine, zlasti take, kot jo mi pojmujemo, zagotovi dejansko enakopravnost in se prepreči diskriminacija, ne zadoščajo samo splošne človekove pravice, ampak morajo uživati tudi neke posebne pravice. Tisto, čemur včasih rečemo,
pozitivna diskriminacija. Zato, da bodo Slovenci na Koroškem res enakopravni, ali pa če hočete Madžari v Prekmurju, ne samo, da imajo dostop, kot vsi ostali, do slovenskih šol, morajo imeti možnost zagotovljeno posebno pravico do pouka v lastnem materinskem jeziku. Zato, da lahko govorimo, da so tudi na področju kulture enakopravni, ni dovolj, da imajo dostop in možnost udeleževati se vsega, kar se dogaja znotraj slovenske kulture, morajo imeti zagotovljeno možnost, da ustvarjajo, se udeležujejo tudi kulturnega življenja znotraj njihove manjšinske skupnosti. In to so obveznosti države. In potem nazadnje so tu še simbolne reči, kot so napisi dvojezični, etc., uporaba jezika pred sodišči in tako naprej. Vsakdo ima pravico, da uporablja, zlasti če ne razume jezika, v katerem sodišče deluje, svoj jezik. Z vidika splošnih človekovih pravic mu je država dolžna zagotoviti prevajalca. In to se dogaja tudi pri nas. Begunci, Kurdi, Arabci v postopkih zdajle uveljavljajo svoje varstvo kot begunci, imajo to pravico, to prevajalca. Ampak ko gre pa za pripadnike slovenske manjšine, ko gre pa za pripadnike neke narodne manjšine, v Prekmurju so naši organi dolžni s to osebo poslovati v njenem jeziku. Torej ne s prevajalcem, ampak so oni dolžni tudi govoriti v jeziku te manjšine. In seveda ta ideja posebnih manjšinskih pravic je torej bila potisnjena v tistem prvem obdobju Združenih narodov popolnoma ob strani. Ampak življenje je teklo dalje, počasi se je začelo manjšinsko vprašanje kot problem posebnih manjšinskih pravic in manjšinskega varstva znova pojavljati. Znotraj sistema OZN je nastal kot pododbor, kot podkomisija, bolje rečeno, Komisije za človekove pravice, podkomisija za varstvo manjšin in preprečevanje diskriminacije. Začele so se izvajati razne študije o tem, o pojmu manjšin, znana študija Francesca Capotortija, razne druge. Počasi se je začel oblikovati koncept tudi znotraj sistema OZN pozitivnih človekovih pravic. Dodatno so se še nekatere stvari dogajale, ki so bile tudi pomembne za manjšinsko varstvo, konvencija o preprečevanju genocida, razni dokumenti, ki so govorili o pravici narodu samoodločbe, ki na vsezadnje tako genocid, manjšina je lahko žrtev genocida, pravica do samoodločbe, tudi neka manjšina lahko postavi svojo zahtevo po samoodločbi. Torej, skozi ta različna stranska vrata so stvari postajale spet relevantne. Začel se je pojavljati ta pravzaprav koncept, obnavljati koncept, da gredo avtohtonim manjšinskim skupnostim njihove posebne pravice, dodatne pravice, če hočete, pozitivne pravice, zato, da se preko teh pravic dejansko zagotovi njihova enakopravnost in prepreči, odpravi njihov diskriminatorni položaj. Te stvari so potem nekako tekle dalje. Težko bi zdaj mogoče samo omenim še to, da so pa bili nekateri primeri, ki so bili tudi pomembni, takoj po koncu druge svetovne vojne, da je v nekaterih izjemnih primerih, in zanimivo je, da je pri tem Slovenija bila zelo involvirana iz nekih zanimivih historičnih razlogov, da je bilo nekaj primerov, ko pa se je uveljavilo na razne načine tipično manjšinsko varstvo, torej tipično varstvo posebnih manjšinskih pravic. Tak primer je bila Avstrijska državna pogodba, kot del rekonstruiranja nove neodvisne Avstrijske republike. Tak primer je bil tako imenovani posebni statut, ki je bil določen kot nek recipročen mednarodni pravni instrument, ki je zagotavljal pravice
slovenski manjšini in italijanski manjšini recipročno v okviru tako imenovanega svobodnega tržaškega ozemlja, ki se ni sicer nikoli konstituiralo, ampak je ta posebni statut potem veljal tudi v obdobju do Osimske pogodbe in se je pravzaprav njegova vsebina prenesla tudi v samo Osimsko pogodbo. Njen člen 4, če se ne motim, govori eksplicitno, da raven potem, ko stopi v veljavo Osimska pogodba, ki je končno določila mejo med Jugoslavijo in Italijo, kar je bilo zelo pomembno tudi za Slovenijo, da se nismo znašli leta 1991 z neurejenim mejnim vprašanjem z Italijo, našo zahodno mejo, kar bi lahko povzročilo zanimive, da ne rečem neprijetne komplikacije, nekaj jih celo je, ampak je pravzaprav v tej osimski določbi izrecno določeno, da pravice, kakršne so šle, manjšinam na obeh straneh, ostanejo v veljavi tudi z Osimsko pogodbo. Nek tak aranžma, podoben je bil dogovor De Gasperi Gruber, s katerim sta Italija in Avstrija uredili vprašanje Južne Tirolske. Nek tak aranžma je bil tudi v Šlezvig-Holštajnu, ker sta Danska in Zvezna republika Nemčija uredila to vprašanje, tako da na nek način ideja manjšinskega vprašanja je ostala živa. Ampak, kot rečeno, počasi se tudi znotraj OZN stvari premikajo in leta 1992 je sprejeta deklaracija o pravicah pripadnikov narodnih, etničnih, verskih in jezikovnih manjšin v okviru Združenih narodov kot deklaracija Generalne skupščine. To je res, da deklaracija, torej ni pravno obvezujoč instrument, ampak znova so tako rekoč vstopile v OZN in v kompleks ukvarjanja Organizacije Združenih narodov s človekovimi pravicami in preprečevanjem diskriminacije, manjšinske pravice, tiste pozitivne pravice, tiste posebne dodatne manjšinske pravice, ki naj manjšini zagotavljajo enakopravnost in ki so obveza države. Ne samo tisto, kar je določal recimo člen 27 Konvencije o državljanskih in političnih pravicah, ki pravi, edini instrument iz istega obdobja 60-ih, 70-ih let, ker so manjšine saj omenjene, ker pravi ta člen 27, da imajo pripadniki manjšin pravico uporabljati svoj jezik in razvijati oziroma uveljavljati, živeti svojo kulturo. Pa to ni obveza države, oni to pravico imajo, ni jim prepovedana raba njihovega jezika, torej to so bile zelo, zelo skromne stvari, ampak potem je ta deklaracija iz leta 1992 kardinalen korak naprej. Zanimivo je, da se v tem obdobju pravzaprav prvič omenja in to v okviru posebnih inštrumentov Mednarodna organizacija dela, položaj domorodnih skupnosti, indigenous population, tistega, kar sem prej govoril, zlasti značilno za razna območja, kjer živijo take domorodne skupnosti, ki so še vedno, kljub nekaterim naporom mednarodne skupnosti, izpostavljene ob tem, ko se srečajo s civilizacijo, kar je verjetno nujno, kar jim verjetno zagotavlja v materialnem pogledu zlasti boljše življenje, ampak kar je strahoten izziv za njihovo identiteto, ki v marsikaterem primeru izgine. No, da mogoče počasi ta historični del zaključim, pojavi se v okviru konference, Helsinške konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, tudi zdaj v kontekstu evropske varnosti, manjšinska problematika, pojavi se skozi prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, v okviru Sveta Evrope je sprejeto nekaj inštrumentov, zelo pomembna
Evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih leta 1992 o regionalnih in manjšinskih jezikih, ki nalaga državam, da morajo izkazovati posebno skrb, da se regionalni in manjšinski jeziki ohranjajo, pri čemer pa seveda vsaka država sama določa, kateri jeziki to so. In v našem primeru Slovenija, ki je tudi stranka te konvencije, je določila, da sta seveda to na območju Prekmurja, tistih 5 ali 6 občin, od Dobrovnika do Lendave, pa Hodoš, pa še 2 druge, če se ne motim, in tisti 4 občine na Primorskem, da je tam tako rekoč ta jezik, ki je zaščiten s to konvencijo italijanščina, v Prekmurju pa madžarščina. In kar je še zlasti pomembno, leta 1994 je Svet Evrope sprejel okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin. Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin. Slovenija je tudi stranka te konvencije, ker je manjšinska problematika v Evropi tako pestra in ker je odnos do te problematike tako različen. V Britaniji ideja narodnih manjšin, it's not going, jo ni. Ponekod druge, Avstrija, Slovenija in tako naprej, je stvar popolnoma drugačna. Zaradi vseh teh številnih razlik, kaj so in kaj niso manjšine in tako naprej, je napisana ta Evropska okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin zelo široko in večinoma je pripuščeno državam, da potem te široke norme tudi precej po svoje, precej samovoljno tolmačijo, nekatere bolj rigidno, z več pravicami, nekatere pa bolj na široko. Ampak manjšinsko vprašanje je znova pred nami. No, naslednje, o čemer bi rekel par besed, vidim, da čas hiti. Še vedno je odprto vprašanje manjšine. Sam menim, da je bilo prizadevanje, ki je potekalo strani raznih uglednih strokovnjakov, pa raznih še bolj uglednih inštitucij, postaviti neko definicijo manjšine, ki bi zaobjemala tisto, kar včasih razumemo kot narodna manjšina, etnična manjšina, jezikovna manjšina, pa še rasna zraven, pa še verska, da je ta pristop v samem štartu in zato zaenkrat ni dal nobenega rezultata, problematičen, kako vse te kategorije zajeti v neko skupno okvirno definicijo pojma manjšina. Sam sem se v svojem teoretičnem delu, v tisti prvi knjigi in kasneje, odločil za to, da govorimo tipična narodna manjšina in to je tisto, kar so koroški Slovenci. To je nek del nekega naroda, ki živi kot manjšinska skupnost, torej ne kot večina, v neki drugi državi, so državljani te druge države, se razlikujejo od večinskega prebivalstva po nekih svojih objektivnih kriterijih, praviloma po jeziku, ki pa se čutijo na nek način kot skupnost in želijo to svojo skupnost in to svojo identiteto ohranjevati in ki so na tem območju, kjer živijo, pravzaprav od nekdaj prisotni, so del te družbe, tega okolja in tako naprej in imajo zato na tem območju določene pravice kot avtohtona skupnost. Slovenci na Južnem Koroškem, zanimivo vprašanje je, kateri je ta del, ampak to je mogoče v diskusiji se tega dotaknemo, ker bo to zelo aktualno, kje naj bojo dvojezični napisi, ne? Ampak gotovo nobenih pravic ne zahtevajo Slovenci, posebnih manjšinskih pravic na Dunaju, čeprav jih tudi tam živi nekaj tisoč, te pravice, posebne manjšinske pravice, in to je tudi prevladujoče stališče v evropski tako praksi držav, kot v teoriji gredo avtohtonim manjšinam. To posebej poudarjam zato, ker smo tudi v Sloveniji, in to utegne biti tudi potem mogoče sproženo v naši današnji debati, se pojavljajo tudi v Sloveniji te tako imenovane nove manjšine, ki jim tudi gotovo grejo določene pravice, ki jim tudi gotovo gre varstvo pred diskriminacijo,
pravica do enakopravnosti, tudi pravica, da negujejo svoj jezik in svojo kulturo in tako naprej. Ampak na kateri točki pa vendar nastopi neka razlika med njimi, katerih interes je, da se vendarle brez diskriminacije integrirajo v družbo, kamor so prišli in postanejo na ta način enakopravni, nediskriminiran del te družbe, pa tistimi, ki kot recimo Slovenci na Koroškem, od nekdaj, od davnih časov Karantanije, tam živijo in ni prav nobene potrebe, da bi se integrirali v nemštvo, narobe. Koroška je tako njihova domovina, kot je tudi domovina nemško govorečih od pamtiveka. Torej na eni strani težnja po ohranjevanju in ustvarjanje enakopravnosti preko posebnih pravic, na drugi strani pa vendarle težnja k integraciji, da ne bodo nastale neka geta, da ne bodo nastale neke posebne skupnosti, ki bodo že po naravi stvari, zato ker bodo ločene od življenja tiste skupnosti, pravzaprav izpostavljene diskriminaciji. Malce moram pohiteti, žal. No, to vprašanje, ki sem se ga ravno zdaj dotaknil, problem avtohtonosti na eni strani, torej te zgodovinskosti, včasih se temu reče tudi zgodovinske manjšine, na eni strani in na drugi strani pravzaprav problemi migracijskih skupin, migracijskih skupnosti je gotovo danes eno od centralnih vprašanj manjšinske problematike, pa ne samo manjšinske problematike. Danes imate v velikih evropskih mestih območja, ki pravzaprav so na nek način poseljena z prebivalci, ki so eno ali dve generacije prej prišli od drugje, svojo lastno kulturo. Ponekod se integrirajo, ponekod se ne integrirajo. Če se ne integrirajo, na nek način nastajajo razna geta, nastajajo otoki, pravzaprav neke tuje kulture, pa hkrati pogosto tudi otoki socialne in druge diskriminacije. Kje je zdaj ta meja, kje je zdaj tisto pravo ravnotežje med obema tema dvema kategorijama ljudi, ki so v neki državi, pravzaprav, kar jim je skupno, imajo neke karakteristike, morda tudi neke želje, neke ambicije, ki so različne od večinskega prebivalstva. Kje je zdaj to pravo ravnotežje, da se pravzaprav doseže integracija, brez da bi se getoizirali posamezni deli prebivalstva in bili na nek način izločeni, in na drugi strani, kje so pravzaprav tiste meje in potrebe, kdaj nastanejo, da se določenim pripadnikom tudi teh novih skupnosti morda priznajo neke posebne pravice. Če pogledamo na problematiko in skušamo malce identificirati pravice, ki gredo tako imenovanim avtohtonim skupnostim na teritoriju, kjer ta neka skupnost živi, najprej seveda pravica do obstoja v smislu ne samo fizičnega, ampak tudi identitetnega obstoja, pravica do nediskriminacije, pravica do uporabe lastnega jezika, kulture, do lastne vere in verskih opravil, verskih obveznosti. To je obveza države tako glede ene, tako glede avtohtonih, kot tudi glede novodobnih manjšin. Potem so pa tu še, ko gre za avtohtone manjšine, še določene pozitivne obveznosti države, pravica do uporabe jezika pred uradnimi organi, pravica do pouka v osnovnih šolah, srednjih šolah in tako naprej, v materinskem jeziku ali dvojezičnega pouka, pravica do lastnega kulturnega življenja, ki je obveza države,
da to kulturno življenje pospešuje, pravica do raznih simbolnih zadev, kot so napisi, pravica do udeležbe v odločanju o zadevah, ki se te manjšine tiče. Pri nas ima ena in druga avtohtona manjšina svojega predstavnika tudi v državnem zboru, da ne govorimo o njihovi udeležbi pri upravljanju državnih zadev na občinski ravni, pravica do lastnih medijev in v njihovem jeziku in v določenih primerih, ko razmere to dopuščajo, celo pravica do avtonomije. Posebno vprašanje, ki se zastavlja v zvezi z manjšinskimi skupnostmi, zlasti velikimi, takimi kot so bila recimo Albanci na Kosovu, ki so Albanci, ki so bili v Srbiji na nek način narodna manjšina, je problem pravice do samoodločbe. Ko ste me predstavili, ste omenili tudi mojo knjigo o pravici narodov samoodločbe. Eno od velikih vprašanj v zvezi s samoodločbo je vprašanje, ali gre tudi pripadnikom neke manjšine, narodne manjšine, pravica do samoodločbe. In če jim gre, v kakšnih pogojih, in če jim gre, v kakšnem obsegu. Ali tudi vključuje pravico do odcepitve, do lastne državnosti, kar je bil recimo primer Kosova. To so pomembna vprašanja. Vseh teh vprašanj se tale hip ne bom dotaknil, ker na vsezadnje bi potem vzel čas za tisto, kar se mi zdi bolj zanimivo, za možnost diskusije, za možnost razprave, ker lahko poslušalci, udeleženci tega večera stavijo tiste vprašanja, ki jih zanimajo. Naj rečem še to, da je seveda v Evropi danes manjšinska problematika prisotna tudi preko raznih evropskih inštitucij. Bile so izdane nekatere direktive strani Evropske komisije, recimo direktiva o uresničevanju načela enake obravnave oseb ne glede na rasno in etnično poreklo. Z manjšinsko problematiko se je nekajkrat ukvarjalo Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, ki sicer na temelju Rimske konvencije, ki je ta Rimska konvencija, Evropska konvencija ESČP, Evropska konvencija o človekovih pravicah, ne govori o manjšinah, ampak se manjšinska problematika pred to sodišče pride pogosto preko problema diskriminacije, preko problema neenakopravnosti. In je tam prisotna. In je ta judikatura Evropskega sodišča v Strasbourgu izjemno zanimiva za vsakogar, ki ga to manjšinsko vprašanje zanima. Zanimivo je tudi to, da so države članice EU sprejele tako imenovane evropske kriterije ali evropska merila za to, pod katerimi pogoji lahko neka država vstopi v Evropsko unijo, in med temi pogoji je tudi spoštovanje manjšinskih pravic. Te manjšinske pravice konkretno tu v teh kopenhagenskih merilih, kriterijih niso posebej precizno opredeljene, ampak ve se približno, da je to tisto, o čemer sem ravnokar govoril, pravica do uporabe jezika, ki jo zagotavlja država, dvojezičnost, pouk, šole, kulturno življenje, nediskriminacija in tako naprej. Če mogoče rečem še 2-3 besede o naši ureditvi. Pri nas naša ustava na večjih mestih govori o manjšinah. Že v členu 5 zagotavlja naša ustava, da država varuje človekove pravice in varuje in zagotavlja pravice avtohtone madžarske in italijanske narodne manjšine. Torej, ta avtohtonost je v našem sistemu, v našem ustavnem redu izrecno izpostavljena. V členu 11 je govora, da je seveda uradni jezik v Sloveniji slovenščina, da pa na avtohtonem območju, kjer živijo, to se pravi Prekmurju, na obali, sta poleg slovenščine enakopravna uradna jezika tudi
madžarščina oziroma italijanščina. Seveda je vsem pripadnikom katerekoli manjšine, tudi ne samo italijanske in madžarske, ki sta tu posebej izpostavljeni kot avtohtoni manjšini, ampak tudi vsem tem tako imenovanim novim manjšinam, predvsem ljudem, ki tu živijo in so prišli iz območij bivše Jugoslavije, Srbi, Hrvati, Bošnjaki, Albanci in tako naprej, Makedonci, splošne človekove pravice in je zagotovljeno jim pravzaprav varstvo pred vsakršno diskriminacijo. V členu 64 ustave pa so kot pravice skupnosti madžarske in italijanske navedene, da uživajo v tistih občinah, ki sem že prej omenil, Dobrovnik, Šalovci, Hodoš, Moravske Toplice in Lendava in na primorski strani Ankaran, Koper, Izola, Piran, kot obveza države pouk v materinščini oziroma na območju v Prekmurju dvojezični pouk, skrb za njihovo kulturo, ohranjanje in pomoč države, da imajo medije v svojih jezikih, televizija, radio in tako naprej, da so tam dvojezični napisi, da se njihov jezik uporablja kot enakopraven uradni jezik v upravnih organih, pred sodišči in tako naprej, da imajo pravico, da se organizirajo kot lastna skupnost in tudi so organizirani in imajo svoje predstavnike povsod tam, vključno z državnim zborom, kjer se odloča tudi o zadevah, ki so relevantne za manjšinsko skupnost. Če zdaj mogoče zaključim z naslednjo mislijo. Ko gledam na to problematiko, ki je v naši državi, nočem biti ciničen, ampak bom rekel, ena od problematik, ki je za razliko od mnogih drugih dobro urejena, predvsem dobro urejena na ravni ustavne norme in zakona, je vendarle vse bolj aktualno vprašanje tega razmerja na eni strani med avtohtonima skupnostima, ko imamo kakšnih 9 do 10 tisoč Madžarov, ko imamo kakšnih 2500 do 3000 Italijanov v naši državi, ki uživajo vse te pravice na območju, kjer avtohtono prebivajo, od pameti veka. Slovenci, mislim, Madžari od časov srednjeveške madžarske države, Italijani od časov Beneške republike in tako naprej. Na drugi strani imamo pa številne manjšine, novodobne manjšine, kot posledica migracij, nekaj 10 tisoč Srbov, nekaj 10 tisoč Albancev, nekaj 10 tisoč Hrvatov, Bošnjakov v Sloveniji, ki pravzaprav teh posebnih pravic ne uživajo. To je neko odprto vprašanje, o tem se pri nas tudi pogosto v strokovnih krogih, pa tudi v političnih krogih razpravlja in išče neko pravo ravnotežje. Sledeč tudi praksi drugih evropskih držav, pa sledeč močno prevladujočemu mnenju v teoretskih razglabljanjih o manjšinskih problematikah, je moje stališče isto, kot je bilo takrat, ko sem pisal tisto svojo knjigo, ki čeprav ni bila objavljena v nemščini, je bila prevedena v nemščino in takrat so jo ugledni nemški avtorji, tudi znani Theodor Feitter, označili v svojih recenzijah kot najbolj temeljno delo o mednarodnopravni problematiki varstva manjšin, kar jih obstoji, na kar sem še vedno ponosen. Dobil sem takrat tudi za to knjigo nagrado sklada Borisa Kidriča, nekaj podobnega, kot je zdaj mala Zoisova nagrada. Še vedno stojim na tem stališču, da je vendarle ločitev med avtohtonimi zgodovinskimi narodnimi manjšinami in tistimi skupnostmi, ki nastanejo kot posledica migracijskih gibanj, izseljenstva, če hočete, da je ta ločnica potrebna. Zakaj? Predvsem zato, ker če si zastavimo vprašanje, kaj je cilj
manjšinskega varstva avtohtonih skupnosti. To je cilj to, da one brez diskriminacije še naprej živijo kot za svojo lastno identiteto na območju, kjer avtohtono živijo. Pripadniki italijanske manjšine v Sloveniji nimajo nobenih posebnih pravic v Ljubljani. Imajo jih samo na območju, kjer avtohtono živijo, v tistih 4 občinah, ki sem jih omenil. Na drugi strani je pa zanesljivo smisel varstva tako imenovanih sodobnih manjšin, da se jim omogoči, da se pravzaprav brez diskriminacije, na čim bolj lahek način, na čim bolj human način, če hočete, integrirajo v novo skupnost, v skupnost, v katero so prišli živeti, da bi postali del te skupnosti, da bi imeli vsa vrata odprta, da živijo enakopravno, čeprav so po poreklu, po izvoru, oni ali njihovi starši prišli od nekje drugod, ampak postali so del slovenske družbe. So se v naše okolje popolnoma integriralo. In v takih primerih, in to se je pokazalo v nekaterih evropskih državah, na Švedskem, Belgiji, Franciji, da pravzaprav premalo skrbi za to, da bi se omogočila integracija teh novodobnih, izseljenskih, če hočete, ali novodobnih manjšinskih skupnosti v dotično družbo, da je to rodilo pravzaprav neka geta, neka območja v določenih krajih, kjer pravzaprav ljudje, ki so tja prišli, živijo v bistvu kot, če uporabim to besedo, drugorazredni. Posebno vprašanje, in to je res mogoče nazadnje, kar bom rekel, je vprašanje neke skupnosti, ki v Sloveniji je bila tudi skozi stoletja avtohtona. Živeli so tu pri nas nemško govoreči. Ne samo na Kočevskem. Če greste na pokopališča, tudi v Tržiču. Vsi nagrobni napisi na cerkvi, to se pravi tisti stari po nekaj 100 let, so v nemščini. Tam so živeli v Tržiču v 18. stoletju, 19. stoletju, do leta 1945 tudi nemško govoreči. V viharju in v tistih dogodkih, ki sem jih prej omenjal, vloga manjšin v času med obema vojnama, v tisti tragediji, ki jo pomeni druga svetovna vojna, je ta nemška skupnost pri nas v glavnem izginila, pa vendarle s posebnim mednarodnim inštrumentom, kulturnim sporazumom, ki smo ga sklenili pred leti, in naj neskromno rečem, jaz sem ga izpogajal. Bistvo tega sporazuma je, da smo priznali obstoj, da še vedno pri nas obstoji nemško govoreča skupnost. Nemško govoreča skupnost. Mislim, da je bilo to prav, mislim, da je to naša dolžnost do zgodovine, pa tudi tistih ostankov te nekoč skupnosti, ki je štela nekaj 10.000 oseb, danes jih šteje mogoče 1500, 2000, več gotovo ne, ki živi raztresena po raznih krajih v Sloveniji, v nobenem kraju, kolikor vem, ne več kot 200-300, Maribor, Ljubljana, da vendarle vsaj na načelni ravni priznamo, da tudi tu gre za neko skupnost, ki ima pravico, da neguje svoj jezik, da neguje svojo kulturo, da ohranja na nek način neko svojo povezanost za svojo preteklostjo, svojo identiteto. Navsezadnje je to avtohtona skupnost, ki je tu na Slovenskem živela in ki je naša država dolžna pri tem nuditi tudi pomoč. Na nek način se mi zdi, da je dejanski položaj približno tudi tako urejen. Skratka, spoštovani prijatelji, študenti, manjšinsko vprašanje je na nek način tudi vprašanje humanosti, človečnosti. In ravno, ko sem
končal to za to posebno skupino, ki jo je vihar druge svetovne vojne tako rekoč odpravil, izničil. Mislim, da je res tisto, kar večkrat slišimo, kar se večkrat reče, da bodočnost Evrope ni samo v njeni povezanosti, ki je nujna, če hočemo v bodočem svetu na nek način ohranjati naše vrednote, biti še naprej svoje usode gospodar, da je pa hkrati del te naše bodoče skupne evropske usode tudi pestrost, raznolikost, ki jo ravno v evropskem prostoru pomenijo narodne manjšine, tako tiste zgodovinske, kot tudi navsezadnje te novodobne, in da je važno, potrebno, da skušamo iskati prava ravnotežja, ki bodo omogočala sožitje, preprečevala diskriminacijo in navsezadnje vodila k temu, da bo tudi življenje v teh naših državah stabilno, produktivno in za ljudi na nek način tudi srečno. Jaz mislim, da sem že malo prekoračil svoj čas. Gospod Černe, se upravičujem. Vsaj malo časa moramo pustiti, kakšnih 20-30 minut, če sem prav razumel, za vprašanja. In evo, na razpolago sem za vprašanje. Super, hvala lepa. Hvala gospodu Petriču torej za vso vsebino, ki nam je danes predal, za to zanimivo predavanje. Ja, torej na vrsti so vprašanja. Ja, torej kakšnih 20-30 minut bi se morda zadržali še tukaj. Morda bi kot prvo vprašanje zastavili nekaj v zvezi s temami, ki ste jih začeli v začetnem delu tega predavanja na tem mednarodnem nivoju. In sicer enega izmed udeležencev zanima, kako je možno, da so Združeni narodi bili pobudniki Zaveze narodov, ki naj bi poskrbela za narodne manjšine, če pa niti oddaleč niso hoteli skrbeti za svoje manjšine. Nisem dobro razumel vprašanje, se oproščam. Mogoče sem... Ja, zanima ga, kako je možno, da so Združeni narodi bili pobudniki Zaveze narodov, ki naj bi poskrbela za narodne manjšine, če pa niti oddaleč niso hoteli skrbeti za svoje manjšine. Na to vprašanje lahko odgovorim samo takole. Razložil sem, upam, da kolikor toliko jasno, da leta 1945 in v tistem času, ko so Združeni narodi nastajali, tja od Atlantske listine naprej, razglašene še v letu 1941, ko so med svojimi vojnimi cilji razglasili, da bodo vzpostavili po zmagi nad nacifašizmom kolektivno varnost in hkrati spoštovanje človekovih pravic kot enega temeljev bodočega mednarodnega reda, na osnovi izkušenj, holokaust in vse tisto, kar se je dogajalo. To je bil silovit korak v suverenost, silovit poseg v suverenost držav. Tako rekoč prvič v zgodovini. Res je, človekove pravice so bile predmet že v Virginijski deklaraciji, v deklaraciji francoske revolucije in tako naprej. Ampak prvič je mednarodna skupnost za ustanovno listino, za Organizacijo narodov, posegla kot mednarodna skupnost v razmerje država, suverena država in njeni podaniki. In bistvo varstva človekovih pravic na mednarodni ravni je ravno to, da mednarodna skupnost bdi nad pravicami človeka v neki suvereni državi, ne glede na suverenost te države. Bistvo tega razmerja, tega novega koraka, tega pomembnega premika, če hočete, v zgodovini človeštva, je ravno to. Zdaj, manjšinska problematika je pa bila takrat nekako potisnjena v ozadje. Verjelo se je, da bo že samo spoštovanje človekovih pravic in prepoved diskriminacije preprečevalo tudi, da bi bile diskriminirane narodne manjšine in njihovi pripadniki. Poleg tega se je pa verjelo, da neka posebna manjšinska zaščita, žalostna izkušnja z Društvom narodov, nima smisla, da je pravzaprav celo vodila do tragedije, do katere je potem prišlo,
ker so se manjšine znašle, zlasti nemška, v nekem določenem položaju, ko je to manjšino zlorabila, recimo nacistična politika, in ko so pravzaprav se pokazale v tistih migracijskih državah, kot so ZDA, velik odpor in popolno nerazumevanje tega, da bodo zdaj Združene države Amerike dolžne Slovencem v Clevelandu zagotavljati neke napise, slovenske šole, nekaj podobne. Ne, lahko to imajo, če hočejo. In so tudi imeli, šole so imeli ob cerkvah in tako naprej. Duhovniki so učili njihove otroke v slovenščini in tako dalje. Imeli so svoje kulturna društva, njih še vedno imajo, ampak to ni nobena obveza države. Tako da, pol pa še ta situacija, ko bi kakršnokoli resno ubadanje s pravicami manjšin verjetno pomenilo tako rekoč dinamit pod eksistenco številnih afriških držav. Mnoge afriške države so bile do tega skrajno odbojne, ker so razumele, da to ogroža njihovo integriteto. Tako da v neki dobri veri, da za skrbjo za človekove pravice pravzaprav in preprečevanje diskriminacije dosežemo tisto, kar se ni uspelo doseči z manjšinskim varstvom, kakršno je bilo v okviru Društva narodov. Ampak kot sem rekel, tekom časa, tako v teoriji, tako znotraj same tudi politike in tako naprej, so se vedno bolj pojavljale te ideje, da nam vse zadnje tisto, kar se je hotelo doseči za sistemom Društva narodov, je vendarle prava pot. Da v primeru, ko imamo neko avtohtono manjšinsko skupnost, spet bomo uporabil primer Slovencev na Koroškem, je edino prav, edino pošteno, edino humano, da oni lahko, kot državljani Republike Avstrije, negujejo, ne samo negujejo, imajo pravico za to, da so enakopravni, da njihovi otroci hodijo v dvojezično šolo. Da imajo slovensko gimnazijo, da imajo neko drugo, še 2 druge slovenske srednje šole, da imajo pravico, da uporabljajo svoj jezik, ne samo, če ne znajo nemščine, ampak načeloma uporabljajo svoj jezik pred upravnimi organi, pri sodnih okrožjih, kjer Slovenci na Koroškem živijo, sodni okraj Borovle, sodni okraj Velikovec, sodni okraj Železna Kapla in tako naprej. In počasi je to na nek način prihajalo spet do izraza, medtem je pa nastala nova situacija, da se vse pojavlja v številnih evropskih okoljih. Na Dunaju, na primer, živi kakšnih 250 000 oseb srbo-hrvaškega jezika, ki so integrirane, bolj ali manj. Morda so tudi kje izpostavljene diskriminaciji, ampak seveda ne uživajo nobenih posebnih manjšinskih pravic, šol, napisov in tako naprej. Lahko pa uporabljajo svoj jezik, lahko negujejo svojo kulturo. Tam je tudi danes nekaj 100 000, 200 000, najmanj, turškega prebivalstva na Dunaju, ki je iz različnih razlogov, tudi iz verskih razlogov, zelo težko se integrira, zlasti tudi zaradi tega, bom kar brutalno rekel, ker to so pač manualni delavci večinoma, njihove soproge ne znajo nemško, so več ali manj samo doma, zaprte doma, njihovi otroci hodijo v šole s šibkim znanjem nemščine, niso posebej uspešni in tako naprej, in nastajajo pravzaprav veliki problemi, nastajajo neka geta z vso socialno in drugo problematiko, ki je s tem povezana. Po mojem je to resen problem, s katerim se bomo morali Evropejci ukvarjati in najti pravo ravnotežje med ohranjanjem in, če hočete, tudi pomočjo za ohranjanje identitete teh novih skupnosti, pa tem, da bi čim prej se integrirale v družbo, kamor so prišle, da najdejo svoje novo življenje, tako kot so šli naši predniki živeti v Ameriko, to sem prej rekel, da bi postali Amerikanci. In so pravzaprav uresničili svoje življenjske cilje,
s tem, da so postali Amerikanci, po možnosti brez diskriminacije. Na začetku je bilo težko, ravno zato, ker so bili različni. Potem sem imel priliko se veliko seznaniti. Celo s tem sem se imel priliko seznaniti, da takrat na začetku, na prelomu tisočletja, oziroma na prelomu 19. in 20. stoletja, da slovenski starši recimo na Iron Range, to je v Minnesoti, kjer jih je bilo veliko slovenskih naseljev. Še danes so tam močno prisotni, ampak seveda ne govorijo več slovensko, ampak negujejo pa še neke slovenske, kako bi rekel, običaje, povezanosti z domovino njihovih staršev, da so celo pravzaprav nasprotovali starši, da bi se njihovi otroci v posebnem pouku učili slovenščino. Razlog je bil, čim prej naj postanejo Američani, naj se učijo angleško, zato da bodo enakopravni. Ker dokler niso vešči v angleščini, so izpostavljeni diskriminaciji. Hvala. Jaz ne vem, ali sem odgovoril na to vprašanje, morda ga nisem dobro razumel, ampak Ne, gotovo ste. Zdaj, tukaj smo dobili še eno s tem povezano, ZDA povezano vprašanje. Namreč omenili ste, da v ZDA v luči talilnega lonca dolgo ni bilo interesa za vprašanje o pravicah narodnih manjšin. Danes pa se tam pogosto iskri zaradi problemov rasnih, pa tudi narodnih priseljenskih manjšin. Temu pa danes posvečajo ogromno pozornosti. Uvajajo pozitivno diskriminacijo, manjšine pa si želijo še dodatnih pravic, da ne rečemo privilegijev. Kako to, da so danes v ZDA našli toliko posluha za takšna in podobna manjšinska vprašanja? ta pozitivna diskriminacija, ki ste jo omenili, to kar dobro poznam, kar precej let sem preživel v Ameriki, se nanaša predvsem recimo na zadeve, kot je zaposlevanje, kot je to, da nekdo dobi štipendijo, kot da se nekoga recimo iz težkih predmestij, recimo Washingtona, vozi v šolo preko reke Potomac v neko dobro šolo na drugi strani te reke. To je predvsem, kot sem že rekel, v sferi zaposlovanja, da se, ko se kandidira za neko delovno mesto, vzame nekoga iz manjšinske skupnosti, praviloma iz afroameriške skupnosti. Tu ni glede manjšin, tudi glede Hispanikov. Oni imajo ponekod neke svoje izobraževalne napore, ampak kolikor vem, je v ameriškem sistemu učni jezik po vseh Združenih državah Amerike angleščina. Ponekod so lahko neke dodatne ure iz španščine ali mogoče še kakega drugega jezika, ampak ta manjšinska zaščita, kot jo mi razumemo pri nas v Evropi, v Ameriki še vedno je bolj pravzaprav to usmerjeno v to, da se tem prišlekom omogoči, da se integrirajo v ameriško družbo. Brez diskriminacije. Res pa tu nastaja zanimiva situacija. Velik del Teksasa je ne samo dvojezičen, je pravzaprav hispaničen. Na Floridi, tudi v Miamiju, tako rekoč več opravi španščino kot z angleščino. Celo v New Yorku je španščina močno prisotna. To so stvari, ki so pa res dejansko velike spremembe, in nazadnje je res tudi to, da v Ameriki je tisti, temu so rekli WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Da je to ni več večina. Da je večina ameriškega prebivalstva danes delno hispanična, delno
Afroamerikan, delno azijska, Koreja, Tajvan, Vietnam, zelo veliko Vietnamcev je tam, posledica vojne. Tako da se ta Amerika ne samo prenaša težišče Amerike iz vzhodne obale na zahodno, da se tudi ameriški strateški interesi preusmerjajo iz Atlantika na Pacifik, ker se nekako tja seli težišče svetovne moči, saj tako izgleda. Ampak tudi znotraj Amerike smo priča velikim in globokim spremembam. Tista Amerika, kot je nastajala pred 200-300 leti, Amerika teh anglosaksoncev, če tako rečem, WASP, ta Amerika pravzaprav je razna nekje v določenih delih, več ni, se je močno spremenila. Ampak ne bi se pa strinjal s tem, da je tu nastala neka manjšinska politika, nastala je politika nediskriminacije. In ker se skuša zagotoviti nediskriminacijo in to zelo ambiciozno, se daje recimo tem deprivilegiranim skupinam, predvsem afroameriškemu prebivalstvu, določene prednosti. Ja? Pri vpisih na univerzo, pri iskanju službe in tako naprej. Povsod tam, kjer pravzaprav se ta posebna pomoč deprivilegirani skupini, predvsem Afroameričanom, lahko izkaže. Ni pa to manjšinsko varstvo, kot ga razumemo mi v Evropi in kot ga imamo zlasti Slovenci vedno pred očmi v naši konkretni situaciji, ki se pa tudi spreminja. In mi imamo danes zahteve, da se v našo ustavo vpišejo tudi te nove manjšine. Kam bi to peljalo, težko sodim. Ne bom se ta hip v to spuščal. To bi imelo svoje verjetno pozitivne, pa morda tudi kakšne negativne posledice. Zato zahteva resen razmislek in zelo resno in čisto nič demagoško iskanje najbolj pametnih odgovorov. Hvala lepa. Zdaj smo se precej gibali na tem globalnem mednarodnem nivoju. Mogoče bi zdaj šli bolj v vprašanja, ki so na temo slovenske manjšinske politike. Eden izmed udeležencev sprašuje, kje ima Slovenija pomanjkljivosti v obravnavanju manjšin, posebej dveh avtohtonih, kot sta nemška in srbska manjšina. Srbska manjšina, mogoče bi nekdo lahko spekuliral, da tam v Beli krajini, kakšnih vaseh, da imamo opravka z avtohtono manjšino. Drugače, srbska manjšina v Sloveniji ni bila in ni avtohtona. To je priseljenska manjšina. Postavljajo se zahteve nekaterih voditeljev te skupnosti, da je treba, da se vpiše med drugimi, ob vseh teh drugih manjšinah, ta manjšina v ustavo. Včasih se potem zatrjuje, da je to samo simbolična gesta, drugič se zatrjuje, da potem bo pa treba z zakoni urediti pravice te, recimo, nove manjšine. Dvojezične šole, morda srbske šole, napisi, neke druge obveznosti države in tako naprej. Človek se tu vpraša, ali to res pelje v integracijo teh ljudi, ki naj bi pač živeli kot enakopravni, ne glede na njihov priimek, ne glede na njihove starše, kot del naše skupnosti. Ali pa je tu res potreba, da se vzpostavijo neka okolja, ki bodo mogoče prej težava za te ljudi, kot pa korist. Zdaj si bom dovolil povedati neko resnično anekdoto, ki mi je ostala v spominu in me vedno spremlja. Zelo preprosta je. Ko sem bil dekan na Fakulteti za družbene vede, sem delal vedno pozno večer v svoji pisarni, to še zmerom delam. Pa so prišle čistilke, potrkale na vrato, pa so rekle: dekan, boš popil kafu s nama.
In dekan je seveda rekel, seveda, da popijemo kavo. Pa smo popili kavo. Ena med njimi je bila taka pridna, delovna gospa. Imela je 2 otroka, prišla je z možem in otrokoma v Slovenijo. Mož je potem šel, jo je zapustil, odšel v Nemčijo, ona se je tu prebijala kot čistilka in meni je bila na nek način simpatična, ker podobno se je davno predtem moja stara mama, ki se je kot Dalmatinka poročila v Slovenijo z mojim dedom, avstrijskim mornariškim oficirjem, ki pa je umrl med Prvo svetovno vojno, ostala vdova s 3 otroki, nobene penzije ni bilo za vdovo po avstrijskem oficirju, nič. Preživljala se je ravno tako s pometanjem, čiščenjem prostorov, ampak spravlja do poklica svoje 3 otroke s požrtvovalnostjo in tako naprej. No, ampak pustimo to ob strani. Ta gospa, čistilka na fakulteti, mi je ponosno pripovedovala o svojem sinu, sinčku in hčerkici in sin je končal 1. razred. To je bilo še včasih Jugoslavije, takrat je bilo še to. Je končal 1. razred z odliko na šoli Prežiha Voranca. Ta šola Prežiha Voranca je bila v tistem času v srbo-hrvaščini. Namenjena je bila otrokom srbskih uradnikov, oficirjev, carinikov in tako naprej, pa ne samo srbskih, tudi drugih, ne. Ker se je smatralo, da se bodo oni potem vrnili v Srbijo, Bosno, kamorkoli že, in so otroci imeli to možnost. In ta sinko je hodil tudi na to šolo. Ona je bila zelo ponosna, naredil je menda 1. razred z odliko. No in po počitnicah, ko pridem spet septembra, sem pa vedel, da bo vpisala tudi hčerko v šolo. In ko smo se srečali pri kavi, sem rekel, a si vpisala hčerko v šolo? Je rekla, sem. Sem rekel, tudi na Prežiha Voranca. Je rekla, nisem. Sem rekel, zakaj pa ne? Kaj pa je narobe? Je rekla, hoču, da ona nešto više bude od mene. In zato treba, da ide v slovenačko školu. Ako želi ovdje da živi, mora biti što više moguće Slovenka. Ona će biti Srpkinja. Ali treba da se obrazuje kao Slovenka, ako će živjeti ovdje među vama. Mislim, da je ženska racionalno in modro razmišljala in se mi včasih zdi, da ko se pri teh migrantskih skupnostih nekako skuša ohranjati pravzaprav njihovo ločenost od okolja, v katerega so prišli, ne dela v pravo smer, da se ne dela na vse zadnje v njihovo korist. V redu, hvala. Še eno vprašanje v zvezi s slovensko manjšinsko politiko. Udeleženec tukaj sprašuje, kako je z implementacijo te manjšinske politike v Sloveniji v praksi, namreč ocenjuje, da so Italijani in Madžari v Sloveniji bolj zaščiteni kot Slovenci v Italiji, na Madžarskem ali pa v Avstriji. Je ta vtis napačen ali je utemeljen po vašem mnenju in kako zagotoviti boljše varovanje v praksi? Jaz mislim, da je generalno vzeto ta vtis spoštovanega gospoda, ki je to vprašal, pravilen. Gotovo je bila slovenska skrb na nek način, in moram reči to, kakorkoli smo že lahko kritični do prejšnje države, na tem področju iz razlogov, kakršni so pač bili, bila manjšinska politika do teh 2 skupnosti v Sloveniji grosso modo kar v redu. Boljša kot na kakšnem drugem področju. Ampak na drugi strani pa so bile na teh, tako na severni kot na zahodni strani, težave. Na zahodni strani Italija, seveda ostanki nekih iz časov, če hočete, fašizma, pa predvsem zelo prisotno tisto, kar se pa pri nas marsikdaj ne omenja, to vprašanje tako imenovanih optantov. Na območju Istre, v Kopru, Piranu, Izoli,
da ne govorimo o Poreču, Puli in tako naprej, je od časov Beneške republike, ali pa če hočete, če se malo poenostavim rečem, od rimskih časov naprej, živelo avtohtono italijansko prebivalstvo. Konec druge svetovne vojne in še kasneje je to prebivalstvo delno bežalo, delno se mu je pomagalo, da je bežalo, delno so se kasneje potem sami odločili in so šli, ampak na nek način ta občutek, da pravzaprav so oni izgubili vse to območje v etničnem smislu, v kulturnem smislu, je zlasti tam, kamor so se te ljudje preselili, in to je bil v veliki meri ravno Trst, bil močen in je tu obstajala neka zelo negativna tendenca, pravzaprav neka negativna, če hočete, misel, temelječa na izkušnji do vsega slovenskega. To je močno oviralo, da bi stvari postajale normalne, ampak ko gledam in primerjam to z obdobji 20, 30, 40, 50 let nazaj, ki se jih spominjam, ko sem se s tem kot mlad raziskovalec ukvarjal, pa gledam to, kar se dogaja danes, mislim, da je tu dosežen velik napredek. Isto velja za koroško stran. Tudi tam je bilo podobno. In zdaj bom tu rekel nekaj, kar bom rekel kot nekdo, ki se je veliko ukvarjal z diplomacijo. Veste, ko skušaš doseči nek napredek, se moraš vedno vživeti tudi v drugo stran. Moraš skušati razumeti tudi drugo stran. In ko se pogosto, recimo, sem pogovarjal z Avstrijci in iskal neke rešitve, da bi se položaj za našo manjšino popravil in poboljšal. In se tudi je. Pred 30 leti je bilo težko biti Slovenec na Koroškem. Danes ni več posebej težko. Danes imajo celo Slovenca za škofa na Koroškem, kot verjetno veste. In tako naprej. Deželni glavar se trudi malo slovensko govoriti, se je učil in tako. Stvari so se še kako spremenile. Od časov, ki se jih jaz spominjam, tam začetek 60-ih let, ko se je za slovenskimi otroci, ki so hodili v dvojezično šolo, so drugi otroci kamenje metali. To vem iz prve roke. Ko so starši lahko, če so otroka poslali v dvojezično šolo, izgubili službo. Tudi to je bilo del, bi rekel, nekih dogodkov in del teh dogodkov in tega poizkusa razumevanja druge strani je, da je po zadnjem štetju v Kraljevini Jugoslaviji bilo na Slovenskem kakih 40.000 nemško govorečega prebivalstva. Danes jih več ni. Mi smo žalostni in upravičeno opozarjamo na to, da je pri zadnjem štetju prebivalstva v Avstro-Ogrski monarhiji 1910 bilo preko 100.000 Slovencev naštetih na Koroškem, na tem območju Koroškem. Danes jih tam na štetju prebivalstva kakšnih 13.000 zapiše, izjavi, da so Slovenci. Tistih, ki še doma govorijo slovensko in tako naprej, je bistveno več. In jaz sem veliko takih srečal, ki so mi rekli, celo njihova zunanja ministrica Uršula Plasnik, moja stara mama je še bolj slovensko govorila kot nemško in tako naprej. Ampak kakorkoli že, ko sem se pogosto o tem pogovarjal, iskreno, zares, v želji, da bi se boljše razumeli, se nam vsezadnje, dragi prijatelji, gradimo skupno evropsko domovino, skupno evropsko hišo, v kateri želimo živeti ne samo tako, kot smo živeli desetletja v Jugoslaviji, oportunistično. Smo pa živeli v tisti državi, nismo jo pa niti marali. V tej evropski povezavi upam, da bojo vsaj naši zanamci živeli tudi z dušo, ne samo s pametjo. Da bodo imeli to za svojo domovino. In če hočemo to doseči, mora biti široki, mi in drugi. Moramo skušati voditi dialog, se razumeti in skušati razumeti tisto, kar drugo stran tišči. No in na Koroškem se seveda
ne spominjajo dobro. Kakšne babice, stare še mogoče, več se je pozabilo. Kako se je obnašala srbska vojska leta 1919 na Koroškem. Tudi zato smo mogoče plebiscit izgubili. Spomnijo se, kaj se je dogajalo leta 1945. Tako kot se mi včasih spominjamo, kaj se je dogajalo leta 1945. Zlasti se pa spominjajo, da je nekoč bilo kakih 40.000 nemško govoreče manjšine na Slovenskem, na naši Sloveniji, danes je pa tako rekoč več ni. Hočem povedati, vse te stvari je treba na nek način imeti pred očmi in se zavedati, da vse zahteva svoj čas. Zahteva svoj čas, da mi skušamo razumeti drugo stran in da oni skušajo razumeti nas. Ampak ko gledam po teh letih, kar sem se s tem ukvarjal, od 60 let, do zdaj, to bo že tudi malo 60 let, neverjetno so se stvari spremenile v pozitivno smer. Iz cele vrste razlogov. Mogoče tudi zato, ker danes ni tu več Jugoslavija, ampak je Slovenija. Mnogi so v Jugoslaviji videli zlasti na Koroškem kot neko stalno pretnjo v državnem smislu, v ideološkem smislu in tako naprej. Ti premiki so bili počasni, so se pa dosegli, se mi zdi, predvsem z dialogom. Dialogom, s poizkusom, na resen način, z medsebojnim razumevanjem, odpravljati vse tisto, kar se je nabiralo v preteklosti in kar je naše odnose močno obremenilo. Ne rečem, da če v kakšno stvar verjamem, v mednarodnih odnosih in v mednarodnem življenju, pa tudi pri urejanju naših domačih problemov, verjamem v dialog. Treba se je razumeti, treba je storiti napor, da razumeš tudi drugo stran. To je pot, da se kakšni problemi rešijo. Je pa res. Gotovo smo mi, kar se manjšinske problematike tiče, vodili neko dobro politiko, jo še vedno vodimo, čeprav brez napak tudi ni bilo. Na drugi strani so bile pa silne obremenitve, ki pa mislim, da so tudi zdaj stvar preteklosti. In naj še rečem to, da zame je bil velik dogodek, ko je lansko leto ob obeležitvi, ne ob proslavi, ni šlo za proslavo, šlo je samo za obeležitev nekega zgodovinskega dejstva, 100-letnice plebiscita, avstrijski predsednik zmogel in se opravičil manjšini, slovenski manjšini na Koroškem, za vse tisto, kar se je napak zgodilo. Tisti hip sem celo pomislil, presneta reč, mogoče se bo pa kdaj tudi kdo na slovenski strani opravičil za vse tisto, kar se je mogoče zgodilo mnogim popolnoma nedolžnim ljudem, ki so imeli samo to nesrečo in to napako, da so bili pripadniki nemške manjšine na Slovenskem. Pa oni osebno, za razliko od mnogih, ampak oni niso nič zločinskega storili. No, kakorkoli že, enaka simbolika, tudi sem jo bil vesel. Predpostavljam, da tudi vi, saj ste mladi, se gledate v bodočnost, se želite živeti v miru, v nekakšni pošteni evropski povezavi, da ste ravno tako tudi vi s simpatijo gledali na to, da sta se naš predsednik in italijanski predsednik skupaj poklonila bazoviškim žrtvam, našim, ki so padli, če hočete, zato, ker so branili slovenstvo na nek način, pa tudi žrtvam, ki so padle na drugi strani. Hvala lepa. Mislim, da se zdaj že počasi približujemo koncu našega srečanja. Časa nam za vprašanja zmanjkuje. Najlepša hvala, gospod Petrič, za vse te izčrpne odgovore. Preden se poslovimo, bi rad predal še vabilo k nadaljnjemu spremljanju dejavnosti, ki se dogajajo v jezuitskem kolegiju. Lahko obiščete našo spletno stran jezuitskikolegi.si,
prisotni pa smo tudi na raznih spletnih platformah. Sledite nam lahko na Facebooku, Jezuitski kolegi v Ljubljani se imenuje naš profil. Prisotni smo tudi na Instagramu pod imenom Jezuitski kolegi. Naročite se pa lahko tudi na naš že omenjeni YouTube kanal, ki se imenuje Jezuitski kolegi, in kot že omenjeno, bo tukaj tudi objavljeno to predavanje, ki se sedaj snema. Na teh platformah boste tudi našli vse ustrezne povezave in informacije o vseh dejavnostih, ki jih pripravljamo. Izvajamo namreč večerne akademije, kot je ta, ki pravkar poteka. Te so zastavljene kot mesečni dogodki, tako da lahko pričakujete tudi vabilo na naslednjo akademijo, torej februarsko akademijo. Pripravljamo tudi četrtkova bogoslužja, ki v tem času, v tej situaciji potekajo preko Zooma. Izvajamo tudi serijo predavanj o Svetem pismu, ta serija se imenuje Bible Brew. Letos pa smo lansirali tudi 2 podcasta, eden se imenuje Tangenta, na katerem razpravljamo, se prosto pogovarjamo o mnenjih glede raznih družbenih problematik. Prav zadnja epizoda je bila namreč narejena na temo narodne zavednosti, narodne zavesti, kako jo doživljamo, kako jo izražamo. Dotaknili smo se pa tudi manjšin, o čemer smo danes tudi govorili, kako torej pripadniki narodnih manjšin izražajo oziroma doživljajo svojo narodno zavest. Drugi podcast pa se imenuje Pismouk in zdaj več o tem podcastu pa bi povedal pater Damjan, ki ga zdaj tudi še enkrat vabim k besedi. Damjan, izvoli. Hvala, Peter. Pismouk je nekakšen način branja Svetega pisma in je namenjen vsem, ki jih to zanima, ne glede na to, ali so kristjani ali ne. Skušamo brati stvari tako, da sledimo dobesedno tekstu, ki teče. Zdaj, trenutno smo sklenili prvi cikel, kateremu lahko prisluhnete. To je bilo tako, bi rekel, vsak podcast je bil recimo v razmaku 2 do 3 dni ali pa včasih vsak dan. Brali smo knjigo pregovorov od 1. do 9. poglavja. Na ta način smo se želeli nekoliko opremiti za to, da se učimo brati Sveto pismo, se pravi, določene sposobnosti razvijati za to. Zdaj pa se pripravlja nov ciklus, ki bo verjetno štartal februarja in bo sledil Markovemu evangeliju. To bo, malce bomo selili iz stare zaveze v novo in nazaj. Tako da, jaz sem vesel, da kar nekaj ljudi se je oglasilo in sledi tudi Pismouku, pa seveda sledite Tangenti, ki je izredno dinamična in živa. Tudi naš študent Dmitar Zvonimir Mitev je v zadnji epizodi in lepo se posluša. Hvala, Peter. Hvala, gospod Petrič. Hvala, Damjan. Torej, 2 podcasta z mesečnim izhajanjem epizod in torej prisrčno vabljeni k poslušanju. Seveda pa ste tudi vedno povabljeni, da nam pišete na naš e-mail naslov info@jezuitskikolegi.si. Razni predlogi za naprej, razne pobude, pa tudi različne poizvedbe so vedno nekaj dobrodošlega. Gospod Petrič, vam pa še enkrat hvala v imenu Jezuitskega kolegija in v imenu vseh nas gotovo za vse to, kar ste pripravili za vaš čas in vso predano vsebino. Jaz sem prepričan, da bomo od tega dogodka nocoj vsi lahko veliko odnesli. Hvala lepa, da ste bili nocoj z nami. V imenu Jezuitskega kolegija gre torej tudi zahvala vsem vam, ki ste temu dogodku nocoj prisostvovali. Hvala vam za udeležbo.